Pozdravljam, gospod predsednik. Jaz sem Nikol, jaz sem gospod voditelj, pa sem še nekaj reči. Tebačka zasta garda, mir, no! Gospod predsednik republike, dobrodošli v Tepanju po domačih Tepanjec. Vam v času ustanovili Tepanjsko častno gardo, ki bo počasno vašega obiska varovala premotalcev. Poroča poveljnik Tepanjske častne garde, podpolkovnik Jurij Savić. Dobar dan, gospodična. To je pa moja šefinja. Pozdravljeni, gospod predsednik. Jaz sem Ksenija Lepo začeti in sem šefinja Tepanjskega protokola. Dovolite mi, da vas oznanim s konjiškim županom, gospodom Darkom Ratajcem in našo ravnateljico, gospod Nevenko Vrtnik. Seveda, prosim. Gospod župan, dobar dan. Tak protokol me še ni nikjer pričakal. Ja, to pa znamo, Pa ravnateljica Tepanjca. Absolutno sem očaran. Veseli smo. Ksenija, tako. Zelo lepo, zelo lepo. Brez besed. Čestitke. Kak protokol zdaj pa gremo? Ja, pridi šefinja. Predsednik, dovolite mi, da vas odpeljem do prireditvenega prostora. Prosim. Spoštovane gospe in gospodje, dragi otroci, v dvorano prihaja predsednik Republike Slovenije Borut Pahor. Vaš sedež. Zagotovo bo srečen dan. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, gospod župan Darko Ratajc, predsednik krajevne skupnosti Tepanje, gospod Matej Senica, gospa ravnateljica Nevenka Vrtnik in vsi ostali prijatelji naše šole. Prisrčno pozdravljeni na odprtju naše prenovljene šole. Naša šola je pravzaprav malo večja hiša, mi imamo kar za naš drugi dom. Naša šola pa je danes tudi silno ponosna in važna gospodična. Med poletjem si je namreč privoščila lepotni poseg in zdaj je videti ful mlajša. In kar naenkrat se jih je ful zatreskalo vanjo. Tako nas je očarala, da cele dneve razmišljamo, kako bi dosegli, da bi na ministrstvu za šolstvo ukinili počitnice. Ja, prav ste slišali, otroci iz podružnične šole Tepanje bi najraje ukinili počitnice. Šolo, našo šolo, radi pohitimo, šoli v naši šoli, pridno se učimo, kdo rad šolo
Ampak tako se je zgodilo. Neverjetno. Še sama ne morem verjeti. Otroci nočemo biti več na počitnicah. Raje imamo zvezke kot pa zrezke. Zato, ker je naša šola tako kul, pa tako lepa je in dobra kot Coca-Cola. Naša šola je zelo poučna. Naša šola je zelo prijazna. V naši šoli je veliko prostorov. Naša šola je zelo zabavna. Naša šola se rola, dobra je kot Coca-Cola. Ima novo obleko, stene so bele kot mleko. Raje imamo zvezke kot pa zrezke. Otroci nagajamo, a tudi pomagamo. Naša šola je vreča, v kateri se skriva sreča. Naša nova šola, po počitnicah vsi v šolo smo prišli in veseli smo bili. Ko zasveti se sonce, se šola zabešči, da kar sonce ponori. Hišniki in delavci zelo pridni so bili, da smo mi veseli zdaj vsi. Blazine v telovadnici pridobili smo, da zdaj na njih prevale lahko delamo. Danes nas je naša olepšana in pomlajšana gospodična povabila, da praznujemo njeno novo podobo. Na vabilu je pisalo: na zabavo pridite v pisanih oblačilih z velikim nasmeškom na obrazu ter z ritmom v nogah. Ko
Spoštovani gostje lepotnega posega naše podružnične šole si seveda ne bi mogli privoščiti brez Občina Slovenske Konjice in župana gospoda Darka Ratajca. Brez predsednika krajevne skupnosti gospoda Mateja Senice in seveda naše ravnateljice, gospe Nevenke Brdnik. Iskrena hvala in en velik aplavz. Cenjena gospa ravnateljica, vabimo vas, da z nami podelite kakšno misel. Vedno je lepo, ko nas otroci povabijo v šolski prostor, ker smo deležni njihove ustvarjalnosti, ker smo deležni njihovega življenjskega optimizma, ker nam dajo vedeti, da nam sledijo, da smo jim dober zgled. Spoštovani gospod predsednik Borut Pahor, spoštovani gospod župan Darko Ratajc, spoštovani starši, spoštovani gostje in seveda vedno tisti, ki so prvi tudi, drage naši učenci in učenke. Vaša prisotnost danes na tem našem majhnem, a za nas krasnem in pomembnem dogodku daje vedeti, da v življenju štejejo stvari, ki so res pomembne. V prvi vrsti dajemo otrokom vedeti, da je šola pomembna, da je znanje vrednota in da smo odrasli našim otrokom dolžni dajati dobre pogoje, zato da bo njihovo izobraževanje v šoli in nasploh življenje potekalo dobro. V življenju štejejo pomembne stvari, največji dogodki, največji dosežki, največje zgodbe so pravzaprav plod trdega dela, a hkrati tudi obilo zabave. V šoli je potrebno oboje, na eni strani trdo delo, na drugi zabava. In naše sobivanje mora izgledati tako. Otrokom dajemo vedeti, da je za znanje potrebno garati, a hkrati želimo, da v šoli bivajo vrednote, ki so v življenju pomembne in v življenju zares štejejo. Odkritosrčnost, pravičnost, dobrota, medsebojna pomoč in ne nazadnje empatija in hvaležnost drug drugemu. Vsega tega imamo na podružnici obilo. Imamo čudovite pogoje, za kar smo iskreno hvaležni občini Slovenske Konjice in gospodu Darku Ratajcu, našemu županu. Imamo čudovite učitelje, učitelji, ki znajo navdušiti, ki prihajajo v razrede z nasmehom na obrazu in ki so otrokom, našim učencem dober zgled. Tako bo šola uspešna. Zagotavljamo vam, da se bomo na podružnici Tepanje in kasneje tudi na matični šoli ob Dravinji trudili, da bodo naši učenci in učenke v šolo radi prihajali in da bomo v šoli vse te vrednote skupnega sobivanja tudi živeli. Hvala vsem, da ste prišli vsakemu posebej. Hvala. Najlepša hvala. Na oder vljudno vabim župana gospoda Darka Ratajca. Spoštovani gospod predsednik, otroci, gospe in gospodje. Najprej seveda v mojem imenu, predsednik in imenu 15.000 občanov in občank občine Slovenske Konjice, en lep pozdrav in dobrodošli pri nas. Vedno je lepo biti takole v družbi, ko proslavljamo, ko nekaj odpiramo, ko se nekaj zgodi. Naloga in vloga lokalne skupnosti in vodstva, bom rekel, občine je, da poskrbi za vse generacije.
In otroci so zagotovo tisti, ki so mogoče najbolj potrebni stvari, ki si zaslužijo. Torej zaslužijo si dostojne pogoje za delo, zaslužijo si to, da jim je poleti hladno, po zimi pa toplo. To je najmanj, kar lahko naredimo, in pa seveda, da imamo predane učitelje in učiteljice, ki jim predajajo znanje, ki jim v življenje prišlo še tako prav. Torej, v občini Konjice smo se odločili, da bomo to šolo obnovili. Jaz se zahvaljujem vsem tistim, ki so to sodelovali, krajevni skupnosti tudi, ki je veliko pripomogla. Obnova je stala približno 300 000 evrov, vse smo zagotovili iz svojega proračuna. Še nekaj stvari na šolstvu nas čaka, ampak pustimo čas v čas. Torej, še enkrat lepo pozdravljeni, hvala lepa otrokom za čudovit nastop, hvala lepa vam, da ste takem številu prišli in se veselite tega dogodka. Lep dan še naprej. Najlepša hvala za vaše besede. Hvala, da ste nam omogočili, da smo dobili tako lepo šolo. Obljubimo, da bomo pazili na njo. Vam, draga ravnateljica in učitelji, pa obljubljamo, da bomo v šolskem laboratoriju še naprej vneto raziskovali, kam s to odvečno energijo osnovnošolcev. To bi bilo totalno odkritje. Zelo smo počaščeni in ponosni, da je danes z nami tudi najboljši predsednik vseh časov, prijatelj vseh ljudi, prijatelj nas otrok, gospod predsednik Borut Pahor. Naš slavnostni govornik, predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, vljudno vas vabim na oder. Dragi otroci, spoštovana gospa ravnateljica, gospod župan, predsednik krajevne skupnosti, starši, stari starši, gospe in gospodje, učiteljski zbor. Najprej, da kasneje ne pozabim, gospa ravnateljica, učitelji in učiteljice, to, kar smo zdaj videli, je, mislim, da zame, za starše, nekaj čudovitega. Otrok ne samo učite, otroke vzgajate, vzgajate jih v ustvarjalne osebnosti, svobodne, nagajive, poredne, ki imajo rajši zvezek kot zrezek. Rad bi vam čestital za to. In si zaslužite en velik aplavz. Moram reči, da mislim, da je to 126. šola oziroma vrtec, ki sem jih obiskal ali se z njimi srečal v 10 letih in videl sem marsikaj. Ne moram reči, da kaj takega še nisem videl, vendar to po vašem nastopu, po tem, kar ste pokazali in vaši zavzetosti, srčnosti, kot sem rekel, navihanosti, izstopa. In moram reči, da si zaslužite absolutno moje veliko občudovanje. Ne vem, gospa ravnateljica, če bo do 22. decembra še toliko časa, da bi me s temi čudovitimi otroci obiskali v predsedniški palači. Ampak, Alja, če najdemo čas, bom absolutno počaščen, da pridete na obisk do takrat k meni. Že ko sem prejel video vabilo, mislim, da so se izkazali tam Maja pa Vita, Izak, ja? Je bilo to nekaj posebnega in sem vedel, da me čaka neko lepo presenečenje. Potem pa, in to, zato ste bili starši danes prikrajšani, ste zamudili seveda ta uvod v to svečanost, zunaj me je čakala častna četa. A lahko tukaj pozdravimo nekaj, pridite bliže, malček. Garda, častna četa, predsedniška, pridite, fante. Juri, a lahko pripelješ sem tvoje vojake? Pridi sem, Juri.
Stopim jaz ven z avta in zagledam, da je bil tudi, mislim, da z mojo sliko in avtomobilom rezerviran poseben parkirni prostor. No, pridem bliže in me je pozdravil moj pribočnik. Kdo je bil to? Kdo je bil moj pribočnik? Prosim, pridi bliže. Torej, ti si kaj, podpolkovnik, ne? A samo polkovnik. In potem je seveda, tako kot moj pribočnik, me počakal, mi povedal, da je vse pripravljeno za ogled častne čete in potem sem stopil tja, nekdo pa mi je salutiral. Si bil tudi ti? Ti pa si, kaj si bil? A ti si bil podpolkovnik. Čudovito. Jurij, sjajno si opravil to. Jaz ne vem, če si sposoben še enkrat tako povedati, kot si zunaj povedal meni, ampak jaz ti povem eno stvar. Mi imamo major Plastec, ja, ki me vedno počaka in mi preda raport. In tudi on je vedno perfekten, ampak ti si bil absolutno perfekten. Lahko še enkrat poveš, kako si me počakal. Kaj isto? Gospod predsednik republike, dobrodošli v tepanju, po domače v tepanju. Vam v času ustanovili tepansko častno gardo, ki vas bo v času vašega obiska varovala pred butalci. Poroča poveljnik tepanske častne garde, podpolkovnik Jurij Sovič. Ampak to ni bilo vse. Jaz pogledam častno četo, sjajno so to izvedli in na koncu preproge me počaka Ksenija. Kako se Ksenija? Pridi, Ksenija, sem. Kako je bilo celo ime Ksenija? Lepo začeti. Lepo začeti. In kaj si ti, Ksenija, rekla, da se ne sprašal tja? Pozdravljeni, gospod predsednik. Jaz sem Ksenija, lepo začeti in sem šefinja tepanskega protokola. Dovolite mi, da vas oznanim s konjiškim županom, gospodom Darkom Ratajcem in našo ravnateljico, gospod Nevenko Brdnik. Jaz mislim, da smo bili danes priča nečemu, kar vsem nam, kot staršem in starim staršem, daje nek velik optimizem in upanje in srečo. Ne more biti lepše. Danes me čaka pot v Ženevo in potem naprej v Tunis, ampak nič se ne more primerjati s tem doživetjem. Otroci, hvala, učitelji, čestitke, absolutno navdušenje. Starši, tukaj so otroci v varnih rokah. Iz te šole bodo odšli kot mladi, zvedavi, polni znanja, mladi ljudje, ki bodo šli v svet in bodo vaši občini, gospod župan, vaši krajevni skupnosti še veliko tega dali. Vlagate na pravi način in tukaj se bo to zelo obrestovalo. Ne gre za nove prostore, tudi za njih seveda dajete jim možnost, ampak gre za vašo dušo, za vaše srce, za vaše poslanstvo, gospa ravnateljica, učiteljski zbor. Prosim, kar tako naprej. In preden se poslovim, ker je prav, da vsak, ki pride v goste, nekaj prinese. Tukaj sem v vašo knjižnico prinesel 3 knjige, ki vam bodo popestrile vaše branje. Prosim, bodite še naprej tako ustvarjalni, kot ste. Komu to lahko dam? Gospodična? Šefinja protokola, prosim, če so tako prijazni. Hvala. Se vidimo pri meni. In takrat dobite vsi še sladoled, ko ga dobijo vsi otroci. Vaše slike, ki so zunaj, ste me narisali, boljše me ne bi zadeli, niti če bi me kap zadela. Boste pa videli, ko prijete v otroško sobo spominsko, ki jo imamo v predsedniški palači, in boste videli, kako so vaše umetnine razstavljene. Še enkrat hvala. Najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik, za vaše prijazne besede. Vas pa še prosimo, da še malce ostanete na odru in da skupaj z županom in ravnateljico pristopite k slavnostnem prerezu traku naše prenovljene šole.
Spoštovani gospod predsednik, dovolite, da se na svoje imeno, za imeno vseh občanov. Sem se že navadil vmes. Zahvalim za 10 let vašega predanega dela v državi Sloveniji. Dovolite, da vam svoje imeno, imeno vseh občank in občanov zaželim, spoštovani predsednik, veliko zdravja, sreče v vašem nadaljnjem življenju in v počastitev tega vašega obiska dovolite, da vam dam eno skromno darilo. To je srebrnik občine Slovenske Konjice. Spoštovani gospod predsednik, zahvaljujemo se vam za svečano odprtje naše prenovljene šole. Jaz sem pa tako vesela, sem vam rekla, da bo srečen dan. Srečo je treba deliti. Danes smo jo delili z vami. Čakajo nas nove dogodivščine in vse, kar rabimo, že imamo. Tople dlani, veliko srce in navihan obraz. V dobrem živi čarovnija ljudi. Če boste kdaj potrebovali kaj od naštetega, pridite k nam v našo malo večjo hišo, v naš drugi dom, na podružnično šolo Tepanje. Zagotovo danes bo srečen dan.
Marko je naš. Pa nisem vedel. Ja, gospod Župan, tudi jaz sem bila vaša občanka. Tudi? Ja. Da se šli na slabše? Ja, nažalost, sem šla v prestolnico. Zelo lepi prostora imate, ampak to je zelo lahko zelo ponosno. Ja, to pa morate priti pogledati. Krasno. Zdaj sploh ne bom šel naprej. Zelo. Evo, kaj si drugo? Ja, če zdaj prideram še. To je Vida sama, ki slika. Kdo? Tale je punčka Vida. To si ti naredila? Ja. Res je kaj? To pa čist ne verjamem. Res je kaj? Kako si pa to naredila? Tanja Zučka. Koliko je zdaj? 8 let? Ja. Dobro. Ti si tukaj v tem razredu? Koliko vas je vse v razredu, v enem razredu? 13. Koliko se staje v tem razredu? Koliko se ti? 7 let. Kaj je to drugi razred? Ja. Učitelj se je uvedel. To se mi zdi, da skuša biti prijazno, ne? Pa so Boga. Čeprav sem videl, ne, da morate iti vse na počitnice. To je grozno. Sam dobro, da se tu počitnice nekaj počali. Juli, ne? Ja, zelo, zelo lepo. Ampak zdaj smo dogovorjeni, ker ste bili tako prijazni z mano, gospa ravnateljica. Bomo skušali dan, čeprav je vse zasedeno, da pridete na vas. Je v redu? In bom jaz tudi pripravil na točko glasbeno. Sladoled dobita. Za čast očetom nisem prepričan. Bomo rekli majorju Plastecu. Gospod major Plastec je potrebo po vašem. Če je treba, bo prišlo. No, ga bom prosil res. Mogoče bo pa naredil to službo. Zelo ste šli. Morate. Malce še pa. Koliko je pa v celi šoli? Tu imamo 57 učencev. Samostojni prvi, samostojni drugi, kombinacija tretji, četrti, pa samostojni peti. Cela šola v Drvini ima pa 587. No, ampak si boste zapomnili te šolske klopi, ne? To je lepo tukaj, ne? Si misli, dobro. Seveda, še kaj te tečno in vse to, ampak okej. To je sestavno del šole. Zelo lepo. Dobro, jaz vas ne bom zadrževal, vi gremo naprej. Ja, na 3. Ti si zvejaš? Ja. Evo.